Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o težavah pri izgradnji kolesarske povezave Bled-Bohinj, načrtih za novo deponijo za ribiče v Kopru, urejanju zunanjih površin v občini Ljubljana, obnovi Langerjeve vile in Hudičeve brvi ter podelitvi priznanj v občini Mokronog. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Kot vse kaže, kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem tudi v letošnji poletni sezoni še ne bo zaživela. Na Direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da je gradnja odseka Obrne-Soteska skozi Sotesko sicer v zaključni fazi. Zapleta se pri približno 600 metrov dolgem odseku tik ob železniški progi. Za tega se je namreč med gradnjo izkazalo, da zaradi slabega stanja železniškega podpornega zidu kolesarske povezave ni možno vzpostaviti skladno s projektno dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem. Že dlje časa poteka tudi usklajevanje z Direkcijo za vode, ki za novo projektno rešitev še ni izdala pozitivnega mnenja. Blejski župan Anton Mežan obžaluje, da se projekt ni načrtoval bolj strokovno. Pa ne izvem jaz tako, če kakšen strokovnjak v zrak, ampak dejstvo je, da se očitno ni predvidelo, da je lahko material beton na železnici tako slab oziroma porozen, da enostavno kakšno opetje kolesarke na to ni možno, ampak kakorkoli ne bom rekel, delal panike, kajti jaz verjamem, da bodo, ker je tudi državni interes, da se nekdo s kolesom ne vozi ali pa vsa taka masa kot tole po državni cesti, da bodo naredili vse, da se zadeva čim prej premakne z te, lahko rečem, trenutno mogoče malo mrtve točke. Ko bo izvajalec dobil pravnomočno dovoljenje, bo za izgradnjo steze potreboval še vsaj 8 mesecev. Da bi bila končana do konca letošnjega leta, je tako skoraj nemogoče. Medtem se zapleta tudi na bohinjski strani, kjer je bila kolesarska steza zgrajena že lani, a zdaj ne pride do uskladitve z lastniki zemljišč glede zaščitne ograje. Tudi bohinjski del proge do poletja torej še ne bo končan. Na Turizmu Bohinj uradnih informacij glede tega še nimajo in želijo si, da bi jim direkcija pravočasno podala jasno informacijo glede zaprtja steze. Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Ta trenutek čaka 1.300.000 do 1.500.000 ljudi s kovčki pripravljenimi, da planejo Julijske Alpe v naslednjem 6 mesečju. In če je kaj odgovornost turizma, je odgovornost pravilne komunikacije. Odgovornost pravilne komunikacije je pa odgovornost informacij, ki jih turizem v tem primeru dobi. Ne? Turizem ima tukaj jasno strategijo, jasno usmeritev kot celota na področju prometa, na področju kmetijstva, na področju razvoja, ampak za vse pa ni odgovoren in ne more biti. Tako Langus, ki sicer pravi, da prenova infrastrukture ne povzroča problemov, povzroča pa jih slaba komunikacija pristojnih. Če jaz vam danes informacijo, da bo proga zaprta res od septembra 1 leto, potem bomo temu prilagodili naše aktivnosti in bodo ljudje počakali. Jaz tudi hodim, ne vem, že petič sem se peljal tam v München, pa moram iti na avtobus vmes. Pa nič, zato ne jamram. Ampak informacija je jasna. Prispevek sem pripravila Manca Hribar. Radio Ognjišče v vašem kraju. Koprski ribiči so že dlje časa opozarjali na potrebo po deponiji za shranjevanje opreme, ki je ribiči sezonsko ne potrebujejo. Na mestni občini Koper so si želeli, da bi prostor zanjo našli izven centra mesta. Z ribiči so se dogovorili za lokacijo ob Šmarski cesti. Vodja urada za gospodarske javne službe, okolje in promet na občini Raf Klinar. Vemo, da Pomol je omejen prostor, tudi izgled je malo tako, če tam neki postavljajo, kar ni primerno, ker je tudi turistov dosti. Mi smo to lokacijo za ribiči, smo imeli več lokacij, na koncu je bila usklajena lokacija, to je pri Šmarski cesti, to je nekje tam malo naprej od Fordanove. Mestna občina Koper ima to parcelo v veličini nekje več kot 1000 kvadratnih metrov. Zdaj načrtujejo prijavo na razpis sklada za ribištvo. Mi smo za postavitev tega objekta, montažnega šotora, pridobili gradbeno dovoljenje v januarju. Da lahko kandidiramo na ta sredstva, mora biti ta parcela opredeljena kot ribiška infrastruktura.
Se pravi, mi moramo v odloku smo opredelili to parcelo kot ribiško infrastrukturo, grafično je prikazano, to je bilo potrjeno in mi imamo zdaj osnove, da se nekje za drugi polovici tega meseca bo razpis objavljen, prijavljen ta razpis. Finančna investicija je ocenjena na 250 000 evrov, v to je zajet tudi nakup novega viličarja, ki bi ribičem služil za potrebe natovarjanja opreme. V primeru pridobljenih sredstev na to načrtujejo takojšnjo realizacijo. O točni časovnici na občini sicer še ne morejo govoriti, saj so odvisni od uspešnosti prijave na razpisu. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju. Občine po državi se na različne načine trudijo, kako bi polepšale soseske, kako bi pripravile svoje občane do tega, da bi se med seboj družili. Ena od takih lepih pobud je tudi v mestni občini Ljubljana in sicer gre za projekt Zunaj, s katerim prebivalcem omogočajo, da sami uresničijo svoje ideje. Za kakšne ideje gre, kako je s dosedanjimi praksami in kakšni so letošnji načrti, smo preverili pri vodji oddelka za varstvo okolja Nataši Jazbinšek-Sršen, ki jo prav lepo pozdravljamo. Lep pozdrav. Dober dan, lepo pozdravljeni. Torej, razpis je odprt, kakšne so pa dosedanje izkušnje? Najprej morda nekaj besed o tem. Najprej bi želela poudariti, da smo s tem projektom začeli že v letu 2019 in takrat se je izkazal kot zelo uspešnega. Skratka, tisto, kar smo mi želeli, je to, da se ljudje v stanovanjskih blokih, v soseskah, da se med seboj povežejo, sosedje, in da sami predlagajo tiste rešitve, za katere vedo, da jim bo to neposredno okolico še izboljšalo, še naredilo še bolj po njihovi meri. Tako da smo ta projekt do sedaj izvedli 3-krat in v tem času uresničili 37 različnih pobud meščank in meščanov, kot so na primer ureditev zelenic, ureditev prostorov za skupno druženje, imeli smo primer ureditve koloparka, pa postavitve visokih gred, cvetličnih gred, vrtov, zelišča in druga otroška igrišča in še. Skratka, 37 pobud do sedaj je bilo izvedenih. Tisto, kar je bilo zelo pomembno, je bilo to, da so se sosedje med seboj spoznali, da so skupaj pripravljali te aktivnosti. Naš namen je seveda, da smo vse to spodbudili, da smo jim ponudili finančno pomoč za realizacijo teh projektov in jim tudi nudili mentorstvo. Omenili ste letošnji razpis, torej ta razpis je v tem trenutku odprt. Do 6. aprila zbiramo vse pobude z različnih koncev Ljubljane. Veseli bomo čim večjega števila pobudnikov. Potem bomo